pozdravljeni ljubitelji gorskega kolesarjenja in narave. Danes pa sem se odpravil na Blegoš. Zanimiv hrib z višino 1562 metrov. Štartal sem pa iz vasice Gorenja Žetina, tam kjer se neha asfalt, okoli 1100 metrov. Morda bodo rekel, zakaj se nisem odpravil iz doline. Ravno zaradi tega, ker ne rad vozim po asfaltu, tako da bom pravil en tak lep vzpon. Malo bom raziskoval tukaj okoli, ne poznam vseh poti. Nisem si začrtal natančne poti, da imam čas. Upam pa, da se mi obeta tudi kakšen lep spust. Seveda pa se nam danes obetajo čudoviti razgledi. Tako kot že tukaj na tem odseku. Kaj bo šele zgoraj? Tam zdole je dolina še v megli, Ljubljanska kotlina je v megli, seveda. Tu zgoraj je pa pravljica. Okoli Blegoša poteka več poti, tudi planinskih, pa tudi cesta do Koče. Ampak jaz sem se odločil, da bom šel najprej po tej do Koče. Potem bom se pa sproti prilagajal, kako in kaj. Tako da mi niti ni jasno, kako bom še prišel do vrha, po kateri poti bom šel do vrha. 3 poti vodijo do vrha. Po eni ziher ne moram iti prisrna. Zdaj opcija sta pa ostali 2, tako da še ne vem. Tu se vidi Koča. Krasni razgledi. Res prečudovit dan. Vidimo tukaj bunkeri. Je kar cel Blegoš je prepredan s temi bunkeri. Seveda včasih je tu potekala Rapalska meja. Prispel sem do Koče. Tukaj se lepo vidi Blegoš, ampak tale pot je prestrma. Tako rekoč, tu ne bi moral skoraj nič voziti, tako da sem odpravil nazaj in bom poskušal po drugi poti. Zelo lepo je tukaj pri Koči, zelo lepo urejena okolica, igrala za otroke, res krasno. Tukaj sem se pa kar odločil, da bom sekal kar po celem, po tem travniku. Upam, da mi bo uspelo. No, zdaj sem naletel sicer eno potko. To sem se zdaj priključil na potko. Ne vem, nekam me bo pripeljalo. Zdaj imam še 90 metrov višinskih do vrha. Tako da zdaj sem se priklopil še na eno potko. Prispel bom do vrha, pa tudi če grem, če treba, grem zdaj skozi peš. Do vrha moram priti v vsakem primeru. Nič, toliko pa sem trmast. No, evo, uspelo mi bo. Ne vem, ali je to vrh ali ni, bom takoj videl, kam sem pa šel zdaj. Seveda, na vrh, bravo, wow, super. Jaz sem pa res vesel,
Odlično. Wow. No, to je pa si zagotovo eden redkih hribov, sploh se mi zdi na taki višini, ker lahko dejansko se po njem peleš s kolesom krožno. Pravi užitek. Fantazija. Glejte to. Glejte te razglede. So tudi bunkerji. Sem šel pogledat na to stran, da vidim še razgled na kočo dol. Tukaj zdole je pa koča in tale strma pot, v kateri jaz ne bom šel. Dejansko lahko imamo tukaj v vrhu trail. Tukaj pa malo niže, tukaj bom začel spust. Tukaj so spet bunkerji. No, zdaj pa sledi spust z Blegoša.
No, malo je bo treba tudi peš, pa po moje, da ne prav veliko, ampak ravno tlele ne bi tvegal. Tako da par korakov peš ne bo nič škodilo. Je kar težaven teren, tudi v bistvu so taki kamni, tako da hitro zdrsneš, no. Tukaj pa lahko spet nadaljujemo. Samo da se ne zgubim. Fajn. Tudi spust, dokaj v redu. Šel sem mogoče
rečemo 20 višincev peš, tako da se druge pa vse prevozno. Tako da, če se boste odločili, priporočam to pot. Morda tudi za navzgor. No, jaz sem se odločil, da grem še kolesaro, malo tako da sem se odločil, da grem še do Starega Vrha. Krasna taka cesta, oziroma pot, traktorska, makadamska pot, odlično. Bi bilo škoda, da bi zavrgel ta prekrasen dan, ga treba izkoristiti nekako do konca. Tukaj sem zdaj prišel do adrenalinskega parka. Tako, vrnil sem se na izhodiščno točko. Naredil sem 1138 višinskih metrov in pa 29 km. Upam, da ste uživali v mojih posnetkih. Če vam bil posnetek všeč, mu dajte kakšen všeček in se vidimo naslednjič. Adijo.